Živijo, jaz sem Miha Macini in nadaljujemo serijo Antropologija za menedžerje. In drug primer bomo pogledali mnenje, ki se je zelo pokazalo zdajle na zimo 2020, konec leta 2020, se pravi, da delo od doma ni pravo delo. In kup menedžerjev mi pojavlja, da to pa ni tisto pravo delo. Poglejmo, zakaj, kako je do tega prišlo in kaj se dogaja. Najprej bi dve mnenji, eno sem prepisal, je nek anonimni na spletnem forumu, prav pa se mi zdi, da lepo to definira, in sicer piše, da na 8 kvadratnih metrov imajo 4 pisalne mize in 12 ljudi sedi v tisti sobi, razdalje torej ni. Maske so za tiste, ki jih prinesejo od doma, ne, šef in lastnik firme istočasno, je itak brez maske in ti diha za ovratnik. Lahko bi delalo doma, ampak to delo kao ni nič vredno, ker te ne more nihče nadzirati in potem ne veš, šef, a si ti delal ali nisi delal doma. In drug primer, ki ga je zapisal Šašo Dolenc na Facebooku, zadnji dan novembra, in navaja primer visokotehnološke panoge in dveh podjetij. En je v tuji lasti, kjer zaposlenim so absolutno prepovedali prihajanje na delo, in drugo je pa veliko podjetje iste panoge, ki dela od doma ne onemogočajo in ne dovoljujo, da to pa ni pravo delo. In takoj, ko recimo neko tuje podjetje ravna absolutno drugače od domačega podjetja, je to delo za antropologa, da pogleda, v čem se loči ta mentaliteta, kaj je zdaj to delo, kakšno je to delo je. No, in zdaj pogledamo to shemo. Tukaj imamo recimo firmico, en koliko ljudi, in tam je šef in zdaj oni delajo. In šef je blazno zadovoljen. Zdaj pa pogledamo naprej. Oni so šli delati, delavci delajo od doma. In zdaj tukaj šef nekako v zraku visi. Ampak če je učinek isti, če je podjetje isto uspešno, če isto naredi, če so zadeve urejene, do roka narejene, pa v čem je problem? Problem očitno ni ekonomski, če zadeva funkcionira. Problem je točno psihološki. V čem je problem? To pomeni, da človek, ki nenadoma nima okoli sebe svojih podrejenih, se ne počuti, da je več cel človek. Nekaj mu manjka. Manjkajo mu odnosi. In če ne zna vzpostaviti drugače, kot da tam šefuje, taki ljudje ponavadi malce na sadističen način ali pa mazohističen celo, in če ne zna drugače vzpostaviti odnose, potem je tak šef glaven kandidat za izgorelost. Poglejte najbolj brano knjigo lanskega leta in letošnjega leta, zdaj le pobrano dol. In tudi naprej po lestvici je en kup knjig o izgorelosti. Ker če imate vi težave z odnosi in tičite cele dneve v službi, da morate nekoga kontrolirati neprestano, potem ste perfekcionist, potem ste pravi kandidat, da se skurite. Ker, ampak o tem, o izgorelosti imam posebno predavanje in ga tle ne to več omenil, bi pa šel do bistva našega problema današnjega, in sicer je to ta. Vsako delo, ki ga upravimo, vsak projekt, vsako podjetje, ki ga začnemo, vsak roman, ki se ga lotim pisati, recimo, to bo grozno zvenelo in to je kruta resnica, delamo v skrajni legi iz dveh različnih vzrokov. Ali delamo za ego, ali delamo za učinek. In moramo se mi odločiti, če se le moramo odločiti, prej moramo pa zakapirati. In zdaj, če vi delate za ego, če imate podjetje za ego, če vodite oddelek za to, da vam jača vaš ego, potem vi rabite v delavce tam. Ne morejo delati doma. Ker kdo bo pa jačal vaš ego? Vi ste v luftu, lebdite v praznini. Če pa delate za učinek in je vse narejen, vas pa lepo briga, so delavci doma ali niso doma, samo da je vse narejeno, ampak v tem primeru delate za učinek. No, in zdaj se resno vprašate, po vsakem delu, ki se ga lotite, po vsakem projektu, ali je za ego ali za učinek. Ok, to je bila ta serija, mogoče bomo nadaljevali, mogoče ne bomo nadaljevali, kaj pa jaz vem. Samo da zdaj jaz najdem gumb za ustavce, tole, hvala vam, adijo.